ob vodi, da bi se malce lahko ohladili, ampak jasno, z velikim veseljem bomo pospremili tudi tale obračun med Muro in Bravom, druga tekma 5. kroga državnega prvenstva Lige Telemach na Fazaneriji v Murski Soboti, obračun drugo in tretje uvrščene ekipe državnega prvenstva, kar pravzaprav pomeni, da v tem pogledu, glede na uvrstitev, spremljamo derbi tega 5. kroga. Cel kup Mladeničev, Penkič, Šabotič, Kribar, tudi Selan, Bajc. Tole pa zdaj napaka Matija Orbaniča in 11 metrovko dosoja Alen Bubek. Kakšno napako so si zdaj privoščili bravaši Matije Orbaniča. Maroša strelja, Mura vodi z 1:0. Orbanič je šel sicer v pravo smer, toda dovolj močan in natančen je bil strel Amadeja Maroše, tako da od 12. minute dalje Mura na Fazaneriji na veselje. Tole Tučič skušal med nogama žogo prepustiti Stankoviču, pa so Muraši to pravočasno uvideli. Zdaj je Jovan dobro prodrl po levi strani, predložek proti Stankoviču, kanski prostor, izenačenje! Hitro so odgovorili bravaši v 13. minuti, le dobro minuto kasneje po prejetem zadetku. Dejal sem že, da so eni in drugi dobro odprli tekmo, da spremljamo napadalno srečanje. No in glejmo tole akcijo. Muraši so imeli na voljo aut, Pucko je odbil samo do Ivanška, ki je, poglejte, takole premešal obrambo Mure. Sadriju je bil na koncu sicer ob njem, ampak prepozen, da bi tule preprečil tale strel v bližnji vratarjev kot. In še enkrat je klonil Florjan Raduha. Ivanšek. Stankovič, nova priložnost za Bravo. Stankovič strelja, 3:1 vodi Bravo. Še padajo zadetki na Fazaneriji. Drugič danes je zadel Jakoslav Stankovič. Zaradi nekoliko slabše forme, kot so dejali Ljubljančani v prejšnjem krogu, Stankovič izgubil položaj v začetni enajsterici. So Muraši tu skar 5:0 premagali Krčane. Pečar, krasna podaja Pečarja in izjemna reakcija zdaj Raduhe ob strelu Tučiča. Velika priložnost za Bravo. Ja, če bi tule Ljubljančani zadeli za prednost 4:1, potem bi bila tekma najbrž dokončno odločena. Kureš je v kazenskem prostoru, Kureš. Vse je Selan pravočasno, pa zdaj Cipot. Strel z razdalje, ni dosti manjkalo. Dober poizkus Turudije. Oplatnik. Cipot mu je tule odvzel žogo, pa zdaj Maroša, ponuja se Spiridonovič. Velika priložnost za Muro, Spiridonovič, 3:2. 3:2 v 4. minuti nadaljevanja. Oziroma v 4. minuti dodatka. Spiridonovič je dosegel svoj prvi gol za Muro. Jezi se Orbanič zaradi tele lahkomiselnosti. Povedli ste, potem pa takoj šok prejeti gol in potem še dva na hitro. Verjetno se tu tudi predstavi oziroma sesu vaš taktični načrt. Kako ste vi videli tekmo? Ja, se strinjam, mislim, smo dobro šli v tekmo, odprli tudi z zadetkom, se potem dobili, imeli kot nek, ko bi rekel, en blackout, dobili hitro 3 zadetke, smo potem poskušali obrniti v drugem polčasu, če bi mogoče prej zadeli, smo imeli nekaj priložnosti, bi mogoče tekmo imela svoj drugi tok, ampak prepozno smo dosegli ta zadetek. Bravo je bil navaren sproti napadu. Danes smo poskušali z nekoliko bolj ofenzivnejšo postavitvijo, ampak mislim, da smo videli, da imamo pač težave
Zgubljali smo duele, bili smo predaleč od igralcev in Bravo je pač to izkoristil, vsega hitro 3 gole. Tako da vsaka tekma se nekaj naučiš in nič. V soboto je nova priložnost. Bi pa verjetno lahko sami tudi izpostavili odlično predstavo vašega vratarja v drugem polčasu, ki vas je nekajkrat rešil, čeprav vem, da je to nehvaležno, kajti to pomeni, da obramba ni opravljala svojega dela, ampak vseeno vas je ohranjal žive in tu so še bile možnosti po napadalni igri, da bi Mura izvlekla kaj več. Ja, mi smo po 3-1 šli pač popoln rizik, puščali smo več prostora v zadnji liniji in Bravo je to 2-3 z dobrimi protinapadi izkoristil, sreča je Radu Habranu in nas je držal v igri. Še morda za konec beseda o Spiridonoviću, ki je dosegel gol, bo postajal vse pomembnejši člen tudi v nadaljevanju sezone, tudi za njegovo motivacijo verjetno zelo dobro. Ja, prav gotovo, s tem, da normalno on se mora pač pripraviti, kvaliteto ima, ta je nesporna, ampak danes pač nogomet gre v tej smeri, da morajo igralci biti telesno dobro pripravljeni in on je tu nekoliko v zaostanku, zato mu tudi na tekmah doziramo minutaže. Iskrene čestitke za novo zmago in za začasen skok na prvo mesto na lestvici. Če povzamemo tole tekmo, prvi polčas odličen, po zgodnjem zaostanku sjajna reakcija vaših fantov, tudi v drugem polčasu bi verjetno še lahko dosegli številne gole, pa je imel njihov vratar sjajen večer, na koncu ste verjetno zadovoljni na kljub pozno prejetemu golu. Ja, zelo zadovoljen. Moram priznati, da danes je bil težek izziv pred nami. Zadnje dni, glede na to, da smo vedeli, da bo strašna vročina, ker pogoji so bili zares v bistvu nemogoči, ampak na drugi strani smo vedeli, da tekma bo normalno potekala, da se je treba dobro taktično prilagoditi. Če imamo mi rajš igro malo bolj direktno, kot smo imeli danes v prvem polčasu, smo bili pa danes izredno kvalitetni v tem, kar je bil plan. Se pravi, žogo zadržati, večkrat obrniti smer, iskati nasprotniku med prostore in počasi potem z viškom zaključevati napade. In izredno vesel sem te zrelosti igralcev, ki so danes znali prilagoditi ta način igre, vztrajati na njem in tudi v drugem polčasu, kjer je pač težka je psihološka prednost 3-1. Tudi mi nismo vajeni, nismo ekipa, ki bi tako močno vodila in po tistih uvodnih 15 minutah, kjer smo bili preveč pasivni, se je videlo, kako drugačna bi bila danes tekma, če ne bi bili tako aktivni v igri žogo. V trenutku v drugem polčasu, ko smo spet prevzeli v bistvu igro v posesti, kjer smo bili v bistvu dovolj kontrole v posesti, smo spet prihajali v priložnosti in bili blizu, da zabijemo 4. gol. Mislim, da je bil ta bolj lepotni popravek rezultata na koncu, ker je bilo pač časa ni bilo več, ampak tudi tukaj se je pokazalo, da iz male napake, izgubljene posesti, v bistvu je Mura izredno nevarna, je ekipa, ki je zelo dobra proti napadih, tako da čestitam fantom za to koncentracijo, za res tako visoko disciplino v igri in za izvajanje nekega načrta, ki je bil malo drugačen kot ponovadi. Pa tudi, ko sva se pred začetkom tekme pogovarjala, ste dejali, da bo zaradi zahtevnih razmer verjetno potrebno izkoristiti minimalne priložnosti. No, vaši fantje so res v prvem polčasu to izkoristili in tudi to je nek dokaz dobrega dela. Tako se strinjam, vesel sem predvsem za Jakoslava, da je v bistvu po številnih priložnostih, ki si jih je zna priboriti, danes v bistvu zabil. Mi smo razvojni klub, sam lahko potrdi, da zadnjih 14 dni smo ogromno individualno z njim delali na njegovem šutu in zato sem vesel, da se mu je danes potrdilo. Bi pa rekel, da poleg golov, da smo res ustvarili, mi smo imeli občutek, da lahko tekmo zaključimo, da gremo v prvem polčasu na 4-1, ker se zavedamo, da je nogomet pa ekipa ti včasih ponudi, tako kot pa v naslednjih 15 minutah drugega polčasa je bila pa Mura konkretnejša in bi se lahko stvar zapeljala drugače, ampak na koncu, ko potegnem črto, jaz mislim, da je izredno dobro izpeljan plan. Še morda za konec, dokaz tega, da se v klubu tudi dela dobro, morda niste tako vajeni vsi skupaj, tako napornega ritma, ne nazadnje ste imeli evropske tekme, tudi sami ste dejali, da se utrujenost že pozna in da potem vseeno lahko gojite ta poletni napadalni nogomet, je tudi dokaz, da se dobro dela. Ja, jaz večkrat poudarjam, da glavni trenerji smo prvi v vrsti, smo v bistvu tisti, ki smo najbolj pogosto pred kamero, dajemo izjave, seveda smo glavni odgovorni ali pa bi rekel celo objektivno odgovorni za vse, kar se dogaja z ekipo, ampak na drugi strani je tukaj skupina ljudi ob meni, strokovnega štaba in ljudi v klubu, ki v bistvu dodaja pomemben delež, v tem primeru pa, da v bistvu imamo tako nepoškodovano ekipo, da imamo praktično 13-14 članskih igralcev v polju,
cilju plus 2 vratarja, ostalo igralce, ki lahko so še vedno mladinci in da so te fantje zdravi, da so v bistvu danes odigrali že 9. tekmo uradno skupaj z Evropo, to je pa zahvala v bistvu kondicijskem trenerju Darjanu Šuštarju in pa v bistvu Mateju Hočevarju, ki preko skupine Vigor pomaga in skrbi za nas, tako da je prav, da so tudi te fantje izpostavljeni, ker njihova zasluga. Luka, na koncu malce prepozen gol, v prvem polčasu ste verjetno danes zapravili kaj več oziroma nove točke. Pa res je, na koncu nam je zmanjkalo malo, kako da bi rekel, malo je zmanjkalo, škoda, kaj da rečem, prigali smo si v prvem polčasu, v drugem polčasu nekaj priložnosti, škoda, da nismo zadeli, ampak treba dvigati glavo naprej in naprej trdo delati in gremo novo tekmo. Kaj se je zgodilo v tistem kratkem obdobju v prvem polčasu, ko ste povedli, pa je sledil velik padec in 3 prejeti goli, kaj je šlo takrat narobe? Pa po prvem golu, nerazumljiv padec, hitro smo prejeli 3 gole, težko se je to potem vrniti, ampak probali smo v drugem polčasu nadoknaditi ta zaostanek, ampak nažalost danes nam ni uspelo in gremo naprej. Mark Španring, čestitke za zmago in čestitke za prvo mesto na lestvici, kar se verjetno kot nogometaš Brava sliši odlično, ampak raje se pogovorimo o tekmi. Morda ste si na koncu malce zakomplicirali življenje, kajti imeli ste veliko priložnosti v drugem polčasu, da že prej rešite tekmo, ampak na koncu vseeno 3 nove pomembne točke. Ja, mislim, da vstop v drugi polčas ni bil dober. Premalokrat smo se povezali, premalokrat smo šli v igro in nekako panično izbijali te žoge. Ne glede na vse smo prišli do par res lepih priložnosti, ki bi že prej lahko končali tekmo. Ampak dobro, važno je, da so 3 pike grejo v Ljubljano. Še morda to, morda niste bili vajeni kot klub, kot nogometaši Brava igrati v tem napornem ritmu, nenazadnje ste igrali tudi te evropske tekme, ampak očitno vam to odgovarja, kajti rezultati so dobri. Ja, mislim, da že med Evropo smo se dobro počutili v tem gostem ritmu. Čeprav zdaj malo za nami prihaja, nismo popolnoma sveži, ampak mislim, da bo prej ali slej prišla ta spočitost, da bomo lahko normalno odigrali tekmo.